dosti dobro zdravljiva in je preživel. Ampak v bistvu v tej knjigi tudi avtorica zelo poudarja to, da je potrebno sprejemati bolezen korak za korakom, ne naenkrat, tako kot marsikaj v življenju, ali je to študija, ali kakor taka. In celo knjigo se ona sprašuje, če bi vedela, kaj me kasneje čaka, če bi ona vedela, najbrž, kaj bo čakal, bi jo zlomilo od začetka. Ampak, ker so v bistvu korak za korakom sprejemala to, je preživela in je dala v bistvu hčerki nekaj zelo lepega v tistem življenju, ki je še ostal. Se pa v bistvu kasneje, ko so ti otroci z diagnozo že, ko jih spremljamo v dispanzerju, se pogovarjamo. Nažalost, sigurno včasih, če je zelo poln ambulante, nekaj časa malo manj. Jaz se trudim, da takrat poznavam eno. Pa se mogoče kdaj srečate pri starših tudi s tem občutkom nemoči? Kaj sicer avtorica pravi, da se nikoli ni čutila, da je brez moči, da lahko vseeno nekaj vpliva in pomaga. Mislim, čisto splošno pogledam, jaz v bistvu občudujem te starše, vidim ogromno poguma, enega optimizma. In tudi vidim, recimo, tisti starši, ko tega ne zmorejo, oddajo otroka in živijo svoje življenje naprej. Podobno je z splavom. Če v bistvu zdravnik odkrije, da je otrok prizadet, so tisti, ki se ustrašijo tega trpljenja, splavijo, nočijo v bistvu tega križa sprejeti. Ja, v bistvu je to bilo moje naslednje vprašanje. Zdaj je veliko vseh teh pregledov, tudi te nohalne svetline pa ultrazvokov nosečnosti. A je to zaradi enega strahu ali zato, ker si hočemo na nek način tako v narekovajih zagarantirati, da bo v življenju vse teklo po pravih tirih? V bistvu vsi si želimo zdrave otroke, pa jaz mislim, da je to nekaj najbolj normalnega. Vendar pridejo pa zelo hitro lahko situacije, ko pride nekaj do nekesa. Sedaj merijo te nohalne svetline, pač ta mongoloizem je ena izmed, je sicer najbolj pogosta genetska bolezen, ampak to lahko predvidi v bistvu pri tej preiskavi, pa tudi kasneje, ko zdaj delajo dodatne preiskave, vseh tistih bolezni, kar lahko doleti otroka že v nosečnosti, po rojstvu in celo življenje. Tega se ne da predvideti, to, kar se nam bo zgodilo. To bi mogoče še gospe Rifel zastavila vprašanje, kakšna je pa vaša izkušnja, smo starši pripravljeni sprejeti bolnega otroka? Vi ste to knjigo zelo natančno predelali, ne? Tukaj avtorica zelo lepo pove, saj nismo matere bolnega ali zdravega otroka, smo kratko malo matere. Ja, res je, da si ne vsak želi tisto naj. Vprašanje, jaz mislim, da je vsak starš posebej ali vsaka mamica je drugačna tukaj, kako sprejema drugačnost ali pa bolezen. Jaz ne vem. Ne vem, ena zavest, ena realnost je, da tukaj bolezni so, da trpljenje je. Zdaj, kako se s tem vsak posameznik spopada, je gotovo nas je strah. Zdaj, če tukaj ostanemo same mamice, je to najslabše. Tudi, ne vem, tudi o tem, danes se že sliši, ne vem, Downov sindrom, to so otroci sončki, pa se res lepe stvari slišijo. Pa ne vem, kakšna mamica ga res dobi, pa je pretresena nad tem, pa ga ne more sprejeti, pa se pa res tudi žalosti, kakšna slaba mama sem, ker sem vsa na tleh obupana. Tudi to je normalno, da človeka eno bolezen pretrese do konca, da ga razsuje. Endorfin to pove, brez zadržkov pove, da se jim je razletelo vse, da sta
v knjigi piše, kot črna luknja pred njima, ne? Če bi stopila naprej, bi padla not, ne? Tak počutek. Ampak potem res v tej veri, no, da je otrok vreden življenja in to pomeni, da vreden ljubezni in sta se odločila in je obljubila, poglej, imela boš lepo življenje in nikoli ne boš pogrešala ljubezni. In potem je to neverjetno, kako je iskala to pot, kako je vedeti, da je ljubljena. Ne? Se meni je bila to najbližja takšna izkušnja, no? kako biti mati bolnemu, no? Kako se odprejo druge razsežnosti, kako vidiš drugače, kako ljubezen ima večje oči potem. No? Zanimivo je tudi to, kako prikaže vpliv bolezni na te odnose v družini. Ne? V tej družini seveda ni samo bolni otrok, je tudi zdrav otrok, mož, prijatelji, sorodniki. In potem še tako pravi, kako je pravzaprav težko, ko je zdrav otrok izjema, ne, v družini. In kako je res, tukaj je ona potrebovala je strokovnjakinjo. No? Ona se je res brez pomisleka se je obrnila na psihologinjo, da je tukaj pomagala razrešiti, kako najprej to, da je svojo bolečino nekako umestila in da je potem znala tudi do starejšega sina, da ga ni obremenjevala, ki ga je nekaj časa, ne? Ali pa da ga ni zanemarjala, da je res tudi njemu dala mesto v družini, tako kot je. Ali pa potem po rojstvu druge hčerke, ko so že par dni je bila stara, pa sta glih zvedla, da je bolna, da je tudi Azilis, ima isto bolezen. In potem se moževa sestra poroči. Zdaj, a iti na poroko ali ne, vedela sta, ne, če ne bosta se udeleževala takih veselih družinskih dogodkov, da se bosta osamila in da bo še večja katastrofa, ker bosta sama ostala. In tako lepo opisuje, no res, kako sta se odločila, da se bosta udeležila tega praznovanja in da se bosta nekako trudila veseliti, ne. Pa ne z enim hinavstvom, ampak da sta enostavno z drugimi ljudmi, no. In ker je potem doživela, da so ti svati prihajali k njima, da so božali to punčko, Azilis in ji dajali komplimente, njo je pa rekla, jaz sem pa začutila, ko so me malo močnejš stisnili, pa 3 poljubčke dali res malo močnejš, da so sočutni z nama. Takrat sem pa začutila, da se z nama žalostijo, tako, kot se zdaj midva z njimi poskušala veseliti. To je taka modrost. Zanimivo je tudi, recimo, vse meni bila ta izkušnja, da ste vi prej že na začetku omenili, kaj en Slovenec, verjetno res to ne bi bil sposoben tako iskreno napisati, dilema pustiti otroka en teden in iti na dopust. Ne. Sem jaz tudi sama sebe zalotila, pa sem rekla, a bo zdaj res šla na dopust, pa pustila te otroke, no pa je res šla in se seveda tudi vrnila. Ne. To se mi zdi tako posebno. Je že en korak prej naredila. Ona je že prej videla, da sama ne zmore. In je poklicala mamo SOS. Nekaj jaz ne moram več. In je odprla dom. In so prihajali ljudje, pa ne samo sorodniki, ne samo starši, bratranci, sosedje. In ko so oni izvedeli, da je ta prva punčka, ki je zbolela, da je v bolnišnici spet, ne, in da imajo še Azilis doma ali tako, v glavnem, da se ne bojo mogli starši sami znajti, da bi bil obema navzoči. Tu so se sosedje, sami so prihajali, pa se javili, a lahko pridem, pa sem ob njej takrat. In to je ona vse sprejela. In tudi tukaj ona odpre, ne, reče, jaz sem to mogla sprejeti, da sama ne zmorem, da mi drugi naredijo, pa da se neham zahvaljevati na vsakih 10 minut. Zato, kar bi nekdo pride v stanovanju narediti. In iz tega potem, to je postopoma spet, no, in iz tega potem so res videli, da družina rab počitnice, da rabijo ta starejši otrok in ta mala Azilis, da rabijo biti skupaj, rabijo se tudi starša oddahniti, spočiti. In tako so jih prijatelji povabili na Sardinijo za en teden in sta šla. Tam so bili, spet je bila številna družina z veliko otroki in so se otroci med sabo igrali, ona se je spočila nje nazaj, prišla z novo prerojeno močjo, da je spet lahko da izdala tisto ljubezen, ki jo je želela dati.
čisto boljše od vsega je pa to, da so pol čez en mesec vsi skupaj šli na dopust. In so naredili celo akcijo, da so to nepokretno punco Thais prepeljali. Ne vem, koliko kilometrov je to. Čisto na drug konc Francije, ne smeli še prometno nesrečo. V bistvu je to, so šli k staršem od Andofin v hišo in so tam vse pripravili, vso to bolniško posteljo. To so bili priključki na kisik, vso to opremo, ki so jo rabili za prehranjevati, to so rabili tam spet celo zdravniško oskrbo na domu. No. Tudi kako so prevoz uredili, no, ne, glede plačila in to jim ni bilo lahko, mogli so se kar potruditi, da so to vse pripravili, organizirali. No. In je bilo res zanimivo, ker so šli z rešilnim avtomobilom in je bila na poti nesreča, en drug avto se je zaletel in je bila kar huda prometna nesreča. Je bila voznica v kritičnem stanju in je potem ta reševalc, ki je Andofin in Thais pelal, je hitro tiste kisikove bombe, ki so bili namenjene Thais, jih je priključil na to ponesrečen, ko je to vse uporabil, no, in jo je oživljal, je obvezal roko, ki je bila čist presekana. In preden so prišli tisti lokalni reševalci, so pa rekli, da bi bili prepozni in da ne bi imeli opreme prav. Tako zanimivo, kako je nekaj slučaj sovpadal, no. In tako se jim je bilo potrditev, da delajo prav, da je to vse za njihovo družinsko ravnovesje. In pa tudi, kako so otroci tisti tam na počitnicah k Thais hodili in kako jih je. Mislim, to 4-leten fantič, ne, to seveda ne zna brati. Je bil ob Thais, je sedel zvečer ob tisti bolniški postelji, Thais ni slišala, ni govorila, nepokretna je bila in on je bral pravljico, ne. In kaj Andofin vpraša, kaj pa ti delaš, ti pa že bi mogel biti v postelji. Ja, ne, berem pravljico o princeskah. Ni znal brati, pa sovražuje pravljico o princeskah. Ampak ga je ona lepo rekla, v redu, ko končaš, pa greš po posteljo, ne. Ona je tako pritegovala otroke k sebi. Ne vem, jaz si ne predstavljam, kako je to možno, da človek, ki nima več teh sposobnosti, da se zna igrati, da še ima tisti šesti čut, ko zazna, kdo je ob njemu in kje je, na kateri strani postelje. Mislim, to neverjetno je to. Prav presenetljivi so prav ti momenti, ko opisuje tega bratca starejšega, pa tudi njegove sošolce, s kakšno spoštljivostjo hodijo k njej na obisk. Pa me zanima, pa tudi opiše ta trenutek, kako je ta sin zelo dobro in zrelo sprejel to bolezen, ne? Še bolj kot ona dva v bistvu. Pa me zanima, vedno ste obe mami tudi vajo, kdaj otroci presenetijo v tem smislu sprejemanja odločitev večjih, kot bi jim pripisale. Ne in otroci. Ja, vajni otroci, ja. Težko zdaj rečem čisto konkretno, ne. Me pa mehni otroci sigurno pri sprejemanju bolezni se mi znova presenetijo. In včasih kakšnega otroka pošljem, recimo zaradi pljučnice v bolnico, pa se mami zjoka zraven, ne, pa otrok reče, mami, zakaj pa jokaš, ne, sej ni to hudo, ne. Mi je po tej knjigi bilo zelo modro, no, ta bratec, 5-letni fantek, na tako modro izjava je opisana, ne, ko je rekel mami, ko je jokala, bo sestrica malo mrtva, ne, da bo odšla, pa je rekel, mami, zakaj ne rečeš, da bo umrla, ne. Sej smrt ni nič strašnega, je nekaj zelo žalostnega, ampak ni nič strašnega. Tako modrost. Drugače, kot naj otroci, pa maj se tudi pogruntali. Ja, pogruntali. Tudi jaz imam 4 otroke tam od 2 do 8 let. Jaz sem zdaj tako, v eno obdobju sem zelo utrujena, ker tale naša 2-letnica nič ne spi, že od rojstva, no. In je ta knjiga tako zelo
prav čas prišla, ne? Kako sprejeti vsa to utrujenost, ne? Kako odgovoriti na eno takšno preizkušnjo. Za mene je to hudoče, ne spim. In mi je tako pol ta najstarejša niža rekla, joj, mami, koliko je, kar nalepimo, vsem lepim. Smo bili, noč se nismo o tem pogovarjali, koliko je lepo, ko imamo mi še Ano, koliko bi bilo drugače dolgočasno, ne, sem bila prav začudena, da ne zaznava toliko moje utrujenosti ali pa sitnosti včasih, ampak da vidi, koliko je lepo, ko nas je to. To mi zdaj le prihaja na misel, no, se je še kar, po moje, bi še najdla kaj. Tukaj so zdaj take res močne stvari. Kljub temu, ka knjiga ne izgleda tako velika, ne? Je pa zgoščena. Velika ima enih, mislim, jaz sem to kar, kako ne rečem, po domače jedla sem. Od tega, mislim, aktualna je za vsako mamico sploh in tudi za vsakega druga človeka, no, kako živeti sedanji trenutek. To mora vsak izmed nas živeti sedanji trenutek. Saj ni treba, da imaš, ne vem, eno hudo preizkušnjo, ne. Ampak kako res, kako se nam v glavi res dogaja naprej, nazaj, razen sedanjosti, ne. Se nikakor ne moramo ustaviti. Ali pa, ko so imeli varuško, kako Senegalka, kako je imela ona eno drugačno zaznavanje časa. To je ona vse v miru naredila. Ker je bilo treba hraniti azilist. Ona je to v miru naredila, ne? Ker je rekla, mamica sem njena, pa sem že živčila, ker je bilo treba 1 uro jo hraniti. Nisem mogla, nisem zdržala, to v drugih stvari je bilo. Ona je to v miru naredila, ne? Ali pa čakanje, to je vse v miru naredila. To ni izgubljen čas, to je sam drug ritem življenja. Mislim, polno enih takšnih, da si rečeš, wow, pa res, ne, to pa je modrost. Ali pa smrt, res tudi, kako se to zavija nekako, pa si hočemo odmakniti eno resničnost. Še nekaj sem hotela preizkušnje. To bi še res, se je tudi v intervjuju, no, kako je to, sama je tudi malo okusila, kako je to hudo, če ostaneš sam, pa tudi na drugih znancih ali pa prijateljih, no. In tudi kako sta se tako nekako branila, da bi šla v eno združenje bolnikov z levkodistrofijo, se ne spomnim več, kako sem prevedla. Glavno sta rekla, ne, midva pa nočeva imeti s temi starši več stika, to bo preveč boleče, da bova še tam mogla to govoriti, pa poslušati predvsem njihove zgodbe. Ampak potem sta enkrat sta spoznala, da pravzaprav to rabita, da morata to podeliti z drugimi in da morata nekako to, ne smeta v tem sama ostati. In to ima je pa tudi dal močno. Pa v tem, kako pol tudi s svojimi prijatelji pa znanci je videla, kako so zadržani do nje. Da enostavno niso več to, kar so bili, niso več sproščeni, ne vejo več, a smejo govoriti dobre novice ali slabe novice, ker so najboljše prijateljice. Vse so si povedali, vse veste, kakšne smo ženske, ne? Vse. In pol se zgodi, ker so to bolezen prestaja, da je prijateljica čez 1-3 mesece pove, da se je ločila. Mislim, da se ločuje, da jo mož zapustil, no, kot ima drugo. In takrat je bila ona, Antofin je bila pa tako, je bila prizadeta, ne, ker je videla, da ne deli več. Ne, rekla, moje srce, če ne bom jaz slišala, kaj drugi živijo, bo kamnel, jaz se moram živeti sočutje z drugimi. Ne, in to je rekla, prav res spet, ne, ker to je res, ne moreš primerjati, ne, preizkušnje, no. Mamica, včasih se mi zdi tudi Slovenke, prav tekmujemo, kjer otrok je bolj naporen, pa kjer manj spi, pa kjer je težji, pa kjer ima manj varstva, ali pa tako, no. Zaznam te primerjave, no. Ampak to ni to. Je morda vera tista, ki nam lahko pomaga v teh težkih preizkušnjah?
Ja, jaz bom rekla, da jaz sem nesmerno hvaležna, no, da poznam, da lahko še spoznavam in verujem v trojedinega Boga, katoliškega Boga. Meni se zdi, da je tukaj res, z mojim skromnim poznavanjem drugih ver in verstev, ampak tukaj ima trpljenje, ima svoje mesto in ima svoj smisel. Pač to trpljenje, na katerega ne moramo vplivati.